spoštovani gost, Drago Jančar, spoštovana voditeljica Zora Jurič, spoštovano občinstvo, prisrčen pozdrav v imenu Mariborske knjižnice. Tokrat, kot vidite, nas gosti Pokrajinski muzej Maribor, prav tako z neizpolnjenimi prostorskimi načrti kot Mariborska knjižnica, mogoče si pa zato še toliko bolj med sabo pomagamo. Zahvaljujem se jim za gostoljubje. Na pol poti letošnjega literarnega popotovanja gostimo Draga Jančarja, pisatelja, dramatika, esejista, najbolj prevajanega slovenskega avtorja, akademika in angažiranega komentatorja družbene realnosti. Pravkar je postal tudi ambasador Mariborske knjižnice. Jančar spada med najpomembnejše pisatelje in intelektualce srednjeevropskega prostora. Rojen leta 1948 v Mariboru, študiral je pravo, urejal študentsko katedro, bil novinar pri Večeru, nato je 4 leta deloval kot samostojni umetnik. Od leta 1981 je glavni urednik in tajnik pri Slovenski matici v Ljubljani, od leta 1995 je izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Poleg novel, dram, esejev ter scenarijev za televizijske filme in film je napisal 9 romanov. Je dobitnik številnih domačih, med drugim Prešernove in Glazarjeve nagrade, 3-krat Kresnika, 3-krat Rožančeve, 4-krat Grumove ter mednarodnih nagrad, Evropske za kratko prozo v Augsburgu 1994, Herderjeve 2003, Žana Amerija 2007, Hemingway Šparkase Lignano 2009, nagrade za mediteransko kulturo Košenca 2009, Evropske književne nagrade ACL za leto 2011, prejel jo je marca letos v Štrasburu, in prav pred kratkim francoske nagrade za spregledani roman. Te dni je postal kot sem. Osrednja tema Jančarjeve proze so ljudje, ki se dušijo v prepolnem svetu. Je človek, ki bi bil rad sam in svoje, a ga množica vedno znova stisne. Prav gotovo gre za spopad med posameznikom in totalitarnim sistemom, za boj med individualno človeško eksistenco in kaosom sveta. Njegova umetnost je vselej kompleksna, psihološko poglobljena, slogovno pravurozna. Drago Jančar je vidno zaznamoval letošnjo Evropsko prestolnico kulture in brez njega si tudi naših literarnih postaj ni mogoče predstavljati. Nocojšnji pogovor z njim, kot rečeno, bo vodila tako rekoč naša že stalna voditeljica Zora Jurič. Odlomke iz njegovega obsežnega opusa bo bral sodelavec Igor Černe, kratko glasbeno točko pa bo odigrala violončelistka Ana Kramer. Vsem skupaj želim res prijeten, bogat, poln večer in upam, da našega nocojšnjega gosta ne bodo prehitro odgnale od nas druge obveznosti in množica še drugih dogodkov, ki se danes v okviru EPK-ja dogajajo. Zdaj je naš in od tukaj ga ne bomo izpustili, dokler Zora ne bo z njim opravila do zadnje besede. Izvolite. Dober večer, spoštovani obiskovalci, spoštovani gledalci televizije. Nocoj torej gostimo v Mariboru Draga Jančarja. Drago Jančar je klasik slovenske književnosti. Njegove novele, drame, romani so najmarkantnejše doživetje slovenske literature vseh časov. Tako je zapisal Mitja Čander.
Spoštovani Drago Jančar, vse to, kar smo slišali, nekako spominja na zgodbo o tistem junaku, ki je moral nekako od doma v svet premagati veliko hudega, doseči veliko pogumnega in se vrnil v rodno mesto z vsemi častmi, upam, in nekako nagrado, kot vidimo, smo vas prejeli. No, ta grad je seveda zdaj pokrajinski muzej in zdi se mi, da je muzej čisto ta pravi prostor, ta zgodovinska sobana s temi slikami. Ne zaradi tega, ampak zaradi vaše literature, ki se tako rada spogleduje zgodovino, poznamo tisto vašo eno prvih modrosti, ki ste jih v šolah sprejeli v tistem kolesu zgodovine, pa tudi sicer je zgodovina nekaj, kar vas zelo navdihuje in mislim, da prav prostori tega gradu so imeli, lahko rečemo, kar ene posledice na vaše pisanje. Res je, dober večer, hvala, ker se vas je toliko zbralo. Sem se res kar malo ustrašil prvič, ker je toliko ljudi v mojem Mariboru, drugič pa, ker je gospa ravnateljica rekla, da me ne boste izpustili. Namreč, ta prostor mi je res zelo znan. V tem prostoru, prav v tej dvorani, sem preživljal cele dneve nekoč. Namreč, ko je Sergej Vrišer tukaj odprl razstavo uniform, davnega, ne vem katerega leta, sem jaz se kot študent preko študentskega servisa prijavil za delo in sem bil tukaj paznik. Pazil na uniforme, da je ne bi kdo poškodoval. Nesreča pri tem je bila, ker sem moral cel dan poslušati Radetski marš, ki je bil spremljavan. Celo sem moral na tisti magnetofon pretipkati, da je to igralo. In sem kar malo zasovražil Radetski marš, kadar ga za novo leto igrajo, zmeraj pobegnem izpred televizorja. Pa tudi sicer sem pa moram pa reči, ker ste to omenili, v otroških letih sem bil kuhar in pečen, kot se reče v tem muzeju. Vznemirjalo me je že to ozračje, duh, ki je bil tukaj. Se spomnim, da sem vsako nedeljo že kot mulj 11-12 let prihajal sem in hodil. Bila je sjajna etnografska zbirka, splavarji, pohorske hiše, lekarniška zbirka, seveda orožje in tako naprej. Skratka, ta muzej je nekako moj, se počutim domače. Ja. Super. No, rekli smo, da je letos projekt imenovan Severni sij zelo zaznamoval mesto Maribor. Konec koncev, prav te dni smo brali o žalostnih, neizpolnjenih zgodbah, določenih zgodbah EPK-ja, ki sicer bogato, zelo bogato poteka, kar se tiče vsebine, kar pa je tega zunanjega, smo pa prvo in zelo, zelo lepo obeležje dobili prav obeležje, torej naslove vaših romanov, tako da prej je Maribor vstopal v vaša dela, zdaj so pa nekako dela vstopila v Maribor. In zdelo se mi je, da bi bilo najprimerneje, da se danes malo sprehajava po teh postajah, kar je bil pravzaprav eden od namenov, da bi se morda celo fizično sprehajali, pa smo doživeli drugo lepo doživetje, letos na kulturni praznik, smo v Alojzijevi cerkvi poslušali pogovor o Severnem siju, o romanu, katerega glavni junak je po mnenju nekaterih literarnih kritikov ne Jozef Erdman, ampak mesto Maribor, tistega leta 1938, usodnega leta. In v tem romanu, vemo, se pojavi en ta vaš prvi rani spomin s tisto modro žogo, ki jo Bog v romanu Bog drži v rokah in se mu potem skotali. To je bilo resnično veliko doživetje. Mislim, da je bilo tudi za vas nenavadno pogovarjati se v Alojzijevi cerkvi. In to pri minus 20 stopinja Celzija. Je bilo, seveda. Jaz sem večkrat pozneje tudi bil tam in to ogledoval, ampak to je bilo eno posebno vzdušje, ne samo zato, ker je bil tak mraz in je bilo treba bolj intenzivno misliti na literaturo, ampak zaradi tega, ker ne vem, ne znam povedati, zakaj. Je bilo eno napeto vzdušje, ljudje so očitno roman prebrali, začeli smo s tisto žogo, s tisto kroglo, ki jo drži Bog oče v rokah in bo nekoč, upamo, da ne spolzela iz rok.
In je bil tako dober začetek tega projekta, se mi zdi. Seveda pa morava pred Severnim sijem, če se bova sprehajala po postajah, vsekakor omeniti vaš prvi roman, ki je išel 74. leta, se pravi 35 stopinj. In nekako ste rekli, da tam, ko je roman bil ponatisnjen 2006, napisali ste predgovor, da takrat nekako se sluti, da v tem romanu nastopa Maribor, ampak nikakor tako, da je to genius loci tega vašega dogajanja kot v Severnem siju. Pa se mi zdi zanimivo, kako ste sebe srečevali kasneje, ko ste ponovno prebrali ta roman sebe kot mladeniča, se pravi mlad pisatelj, zgodovina mladega pisatelja. Na kak način ste se srečali sami seboj ob branju tega romana? Ja, to je bil en posebno temperamentni čas, en čuden čas. Bili smo seveda mladi, bili smo tam okrog 20 let, zanimalo nas je vse od politike do erotike, od vina do žganja in vsega drugega. In ta roman je zgolj romanček, dolga novela, ne vem, če je pravi roman v Sloveniji, zdaj že vse velja za roman, kar je daljše od 80 strani. Je zgodba o življenju študenta v nekega dne v vročem mestu in to je seveda Maribor pri 35 stopinjah, zato ima tudi tak naslov. In je pa tudi napisan v nekem posebnem ozračju nekega pritiska, torej roman je išel in se dogaja in je napisan iz izkušnje 70 let. Starejši se spomnijo, da so bila 70 leta nekaj posebnega, doživeli smo najprej neko ozračje večje sproščenosti v diktaturi. Takrat sem se tudi formiral med svojim 18. in 22. letom v družbi Peterice, pri študentskih družbah in tako naprej. Hkrati je pa pri takrat se, kaj bi rekel, neka politična atmosfera v Jugoslaviji, Sloveniji, tudi v Mariboru zelo zgoščevala. To je bilo obdobje nečesa, kar si mlajši ljudje težko predstavljajo, nečesa, kar se je imenovalo Titovo pismo. Tito je poslal neko pismo po dogodkih konec 60-ih, 70-ih let, tako imenovanega liberalizma, tehnokracije, ne vem česa, vse nacionalizmov na Hrvaškem, v Srbiji in tako naprej. Pismo so brali po vsej Jugoslaviji, v partijskih celicah in iz tega je prihajala potem atmosfera neke otesnjenosti, neke cenzure, ki pa mi nismo čutili. In nekoliko je v romanu ta posebna družbena situacija, po eni strani vitalizem nekih mladih ljudi, po drugi strani pa nekaj, kar se zgošča, neka po svoja manj nevarna atmosfera. Kasneje ste zapisali, da ste ob prebiranju Kosovilovega kreda, se pravi duša je norma, ne nostra estetika, začutili, da je pravzaprav bil to takrat vaš kredo. Nostra estetika je bila takrat pravzaprav ta humanistični sentimentalizem, ki seveda vam ni bil pisan na kožo, pa tudi nobenemu izmed vaših prijateljev, omenili ste Peterico, morda rečeva kakšno tudi o njih. Danes lepo pozdravljam tukaj gospoda Krambergerja in gospoda Brvarja. Gospod Partič pa se opravičuje, ker je na pogrebu. Tako da, kako se tudi sicer spominjate te šole vaše, večkrat imenujete, da je bila to tudi kar vaša poštena izobrazba, druženje s temi prijatelji, ki so vsak zase postali pomembni literati slovenski. Še enega niste omenili, ki pa se ne more ne opravičiti. Na žalost odšel od nas in smo ga imeli zelo radi, to je bil France Forsnerič, pomemben pesnik. Torej, jaz sem bil rasel v času nekega tako imenovanega modernizma, ko je bilo treba prelomiti s tako imenovanim sentimentalnim humanizmom. Zdaj ne mislim več vse slabo o teh pesnikih in o tem času, ker tudi oni so prelomili že prej s socialnim realizmom. Ampak zdelo se, takrat sem jaz že vedel, da ni mogoče pisati ne knjig, ne stavkov, tako kot so jih pisali doslej. Želel sem pisati drugače in to se v tej prvi knjigi 35 stopinjah pozna. To je nek drug ritem, stavčni ritem, zgodba ni
enostavno povedana, nima enostavnega sporočila, še najmanj poučnega, pedagoškega ali kakršnega koli tovrstnega sporočila. In zato je ta roman na nek način zame tudi vaja v slogu, se mi zdi. Pozneje sem takoj videl, da me zanima še kaj več. In res je, v tem času je bila zame izjemno pomembna literarna šola, ki je bila tudi po svoje tudi šola življenja, bi rekel, v družbi te peterice, Bervar, Forsnerič, Kramberger, Patlič in moja malenkost. Jaz sem takrat postal novinar pri Večeru, kjer sem srečal Franceta Forsneriča, ki je bil neki kreator, nek spiritus movens te peterice. On nas je pogosto sklical. Zbirali smo se, brali smo drug drugega, vse noči smo debatirali o vinu ali brez vina. Brali smo tudi tujo, domačo, vsakašno literaturo. Vse je šlo skozi nek naš mlin naše radovednosti, naše refleksije in se mi zdi, da je bilo to v literarnem smislu zame zelo pomembno obdobje. Bili smo nekoliko tudi politični, razpravljali smo o političnih stvareh, zlasti Forsnerič in jaz. In to je pač pripeljalo do dogodkov, ki so zdaj znani in ki so zgodovina, ki me ne vznemirjajo več preveč. In do tega, da se peterica potem nekaj časa ni sestajala, jaz sem se preselil v Ljubljano, Patlič, kot sam rad pove, na Pohorski dvor, Marjan Kramberger v neko samo izolacijo, v filozofski svet, Andrej Bervar je ostal nekako osamljen potem in skratka, ampak pozneje smo se zopet našli in vsaj občasno vsaj enkrat, dvakrat na leto se srečamo in malo obujamo zdaj spomine, pa tudi kaj predebatiramo še. Ja, k temu času, ko je tako udarilo med vas, se bova vrnila kasneje. Zdaj pa ni treba preveč. Ne bomo povedali tako, ampak zdaj pa kaj drugim spominom prav tako rani z postaje Severnega sija, ki je na kolodvoru, lahko na to postajo, na katero bomo šli, se peljemo celo z vlakom. Eno postajo pa bi stopili na Studencih, in tam nekje si mislim, ker nekatere postaje bova pa imaginarno postavila, bi stal napis Drevo brez imena. Tako je naslov vašemu predzadnjemu, do zdaj seveda romanu, ki je zanimivo, bi lahko rekli, na Slovenskem nekako kar tiho šel mimo. Tudi mene samo je presenetilo, ker recimo, če je o Severnem siju toliko govora, če je zdaj že četrtič menda bil ponatis, pa tudi v nemščini drugi ponatis in podobno, je to Drevo brez imena v nemškem prostoru nekako bilo veliko bolj opaženo, imelo veliko več recenzij, kot pa v slovenskem. Ja, ko je išlo je na Dunaju, ampak so v Nemčiji, v vseh velikih nemških časopisih in avstrijskih, tudi švicarskih, Neuzerger Zeitung, so veliko pisali v tem romanu o njegovem sporočilu, ki odpira težko poglavje slovenske novejše zgodovine in o njegovem slogu, kar bi pripadalo pravzaprav slovenskim kritikom, ker v prevodu najbrž to ni čisto isto kot v originalu. Ampak skratka, šlo je res cel kup pomembnih recenzij, pomembnih poznavalcev literature. V Sloveniji je pa šlo nekako mimo in sem bil presenečen, ker 6 mesecev po izidu ni išla nobena recenzija, potem je nekaj recenzij išlo in tako naprej, ampak roman se je za silo še kar prodajal in krog bralcev ga je odkril, ampak ni pa bil deležen neke javne pozornosti, ampak to se tudi zgodi, kakšna knjiga je, kakšna ne, ni treba, da ob vsaki moji knjigi skočijo vsi na noge. Ampak gotovo tiči tu še kakšen drug razlog. Roman Drevo brez imena se namreč dotika kar te žalostne, zelo žalostne, lahko rečemo neke vrste tudi bratomorne vojne na Slovenskem. Glavni junak Janez Lipnik je arhivar v sodobnem času, dogaja se kar zdaj med nami in
je arhivar, se pravi spet nekaj, kar ste tudi nekaj časa v življenju počeli in ga pritegne neka zgodba, neki zapiski enega erotomana, se pravi, da gre tudi za kar zelo sočne, malo erotične opise. In tam sreča tudi lik učiteljice Zale, ki ga pritegne, ker kaže, da je to tista učiteljica, ki jo je svojim velikim otroškim srcem imel zelo, zelo rad. Janezu Lipniku je ta preteklost nenadoma pomembnejša kot sedanjost, drsi nekako v spominjih v preteklost in nenadoma se znajde v njih sredi teh doživljanj in zanimivo, ker se roman je zgrajen na tako zanimiv način, da se začne med 87. poglavjem in kasneje za nazaj razumemo, kako in zakaj. Zanimiv pa je roman zame še po nečem. Zapisali ste nekoč tako, iz svojega življenja ne delam literature. Jaz nisem nikakršen avtobiograf. Moje stvaritve niso noben produkt okolja, pač pa so le rezultat mojega mišljenja, čustvovanja, moje sposobnosti za oblikovanje, tudi domišljije, fantazije. Intimni pisateljski konflikti druge eno figo brigajo. Toda nekje drugje ste citirali Andersena pri tem zadnjem romanu, da naše izmišljene zgodbe prihajajo iz resničnih. In zdi se nam, da v nasprotju z vašimi deli je v tem romanu veliko, veliko vaših spominov, kakor da šele zdaj nekako se soočate z njimi. Vi ste zelo pozorna bralka in ni lahko prav z vami se pogovarjati za tega, ker ste tukaj našli neko zanimivo kontradikcijo. Po eni strani pravim, da nisem, po drugi pa se pravzaprav skoraj vsakem mojem tekstu odkriva nekaj tega, v zadnjem pa nekaj več. Torej, o tem romanu Drevo brez imena je mogoče je knjiga roman napisan nekoliko komplicirano, res se začne 87. poglavjem in gre potem nazaj in se obrne, napisan je nekako v krogu. Pozorn bralcu pazi, da se stvar stakne in imamo v njem obdobje od leta, 42 do danes. In moj junak stoji v nekem nakupovalnem centru, čaka na ženo, da bo prišla od frizerja in se v tem trenutku začne pogrezati v zgodovino, gre v klet tega nakupovalnega centra v Ljubljani, kot se vidi, in pride ven v Mariboru pri Malem mostu skozi tisti rov, ki vodi do železniške postaje. A to res drži? Jaz ne vem, koliko Mariborčanov nas ve, da ta rov pri Malem mostu res vodi do železniške postaje. Ta rov je bil zgrajen v vojni zaradi tega, ker je bil Maribor pogosto bombardiran in so ga uporabljali kot prehod Nemci od železniške postaje do Malega mosta, do Studenške brvi. In ta rov, ki sem jaz tam nekje blizu stanov, je buril mojo otroško domišljijo, včasih smo šli malo noter, precej umazano je bilo, ampak vseeno je bilo razborljivo, vlažno, nekam je peljal, nikoli nismo prišli do konca, vedeli smo že, ker so nam povedali, zakaj je bil ta rov zgrajen. Skratka, moj junak gre v Ljubljani v podzemlje, malo je imaginarno potovanje, ampak seveda cel roman je takšno imaginarno potovanje. In v tem nakupovalnem centru imamo tudi nek prizor iz koncentracijskega taborišča, ko najkrat morajo ljudje vse te stvari nekje oddati, tako kot so ljudje, ki so odhodili v lagerje, morali vse oddati, so to igrače, so parfumi in tako naprej. Malo je to eno opozorilo, da so bili v nekem trenutku ljudje popolnoma brez vsega, v nekem trenutku moče je bil v koncentracijskem taborišču, se je nekoliko tudi opisan tukaj. In malo je bilo upozorilo na to, kako pravzaprav živimo brez vednosti o tem, da smo pravzaprav eksistencialno zelo izpostavljeni. In se nam vsak hip lahko kaj takega zgodi, samo da se nam ne bo, na koncu se nam vsem nekaj takega zgodi, ampak da nismo pripravljeni na to misliti. In je tu mogoče roman malo drastičen v nekih trenutkih. Če dovolite, bi prisluhnili odlomku iz romana, prebral nam ga bo Igor Černe. Mojemu očetu se je mešalo. Je bil moj oče nor,
Je bil pijan ali je bil nor, ko je sredi noči skakal iz postelje, kričal apel, da je prebudil sosede, pograbil odejo in tekel čez dvorišče. Kričal apel, apel in stal na dvorišču in se tresel in potem s tisto odejo tekel na vrt, kjer je rasla solata. Poteptal je solato, včasih se je vrgel med gredice in potem tam zaspal. Vse to je Marjana vedela, povedal je, sram ga je bilo za očeta. Obleci se, sinko, je rekel, in potem se je znašel v zakajeni kuhinji, polni temnih moških iz zveze borcev, ki so že prepevali kovači smo in naša sila. Prinesi harmoniko, je rekel oče. Prinesel je harmoniko in njegovi zaspani in okorni otroški prsti so, da so lahko zaigrali kovači smo, iskali pravilen prijem na frajtonarci. To je že znal. Znal je tudi dramise vzhod in zahod. In znal je en hribček bom kupil. Močne očetove roke, zdaj so bile že močne, ko je prišel iz lagerja. So bile šibke, kakor roke otroka, a zdaj so bile že okrepljene in močne. So ga dvignile s harmoniko v red in ga posadile na mizo, med steklenice in pepelnike, polne čikov, med špeh in kruh, pod kuhinjsko luč, ki je bingljala pod stropom in mu svetila v oči. Zdaj igraj, je rekel. A svobode ključ, je vprašal. Ja, je rekel oče, to igraj. Igral je in oni, zveza borcev, so peli. A Slovenci kremeniti, je vprašal. Ja, je rekel, igraj. Slovenci kremeniti. Vse to je Marjana vedela. Tvoj zmešani oče te je trpinčil, je rekla. Moral si igrati njegovim pijanim prijateljem. Zdaj pa se bo še tebi zmešala. Od ljubosumja in zgodovine in od ne vem česa še. To je bil nož. Njene besede so bile nož, kakor nož, ki je tičal v prsih SS-ovskega oficirja. To je pripovedoval njegov zmešani oče, večer za večerom. Ko so jih osvobodili Rusi, so postrojili SS-ovske rablje na Apelplacu, šibke roke taboriščnikov so jih klofutale. Nek Poljak, je pripovedoval oče, nek Poljak je pograbil bajonet in ga zasadil SS-ovcu v prsi. Ko je bajonet potegnil iz njega, je brizgnila kri. Ta nož, Poljakov nož, je tičal v glavi Janeza Lipnika. Morda pa je to pred njegovim rojstvom, morda pa sključen v gubo, ne leži pod toplimi odejami, morda v svoji embrionalni legi leži v materinem trebuhu, vse naokrog klokota in kakor toplo morje, polje, toplo drobovje. Če je to pred njegovim rojstvom, potem on še ni Janez, tudi Lipnik ne, pač pa je tisti, ki z brundajočim glasom govori v kuhinji. Tisti pa je Lipnik, tudi Anton je, pa še njegov oče po vrhu. In tista, ki vstane in hodi za njim trebuhu naokrog, je njegova mama. Rozalija s prosečim glasom sosedu razlaga spet in spet pojasnjuje, zakaj je Anton, njegov oče, spet poteptal solato na vrt. Oprostite, reče Lipnik ljudem, ki hodijo mimo v nakupovalnem centru. To pa ni arhiv, to je moja lastna zgodovina, zgodovina embrija. Nihče se ne ozre na človeka, ki sedi med vrečkami in nekaj mrmara in govori zase, brezno svojega spomina. V najmanjšem embrionalnem delčku je več podatkov in več zgodovine, kakor vsej tisti veliki zgradbi, natlačeni z listinami, vseh tistih fasciklih, od kleti in podstrešja, več kakor za tistimi debelimi kovinskimi vrati, ki se odpirajo na šifro in branijo listine in fascikle pred požari. V enem samem delčku več zgodovine, kot je premorejo njegove in vseh njegovih kolegov raziskave. Nevarno ali varno je takšno spuščanje od te podtalne robe lastne, pa tudi narodne zgodovine? Je nevarno, ker zdaj mi je bilo zelo čudno, ko sem to poslušal. To je tudi težko napisati te stvari, ampak literatura pač mora biti nevarna. Kafka pravi, če te ne udari, ko jo bereš, poli nima smisla, da jo pišeš. So tu neki fragmenti, ki
o katerih sem pisal in o katerih ne bi govoril. Lahko povem to, recimo, da sem pač stanoval tam nekje na Studencih. Zakaj je ta drobec osebne zgodovine povezan z neko skupno zgodovino? In ker sem pač imel v življenju opravka s knjigo V rogu ležimo pobiti, sem vedel potem v 70-ih letih že za te dogodke, o katerih se zdaj govori, o katerih se preveč narobe govori in tako naprej, ampak o tem upam, da ne bova debatirala, ker mnogi debatirajo in slabo debatirajo. Sem vedel za te dogodke, ampak nikoli nisem povezal s tem tega, da so te ljudi, ki so jih vračali domobrance, pa nekaj civilistov z Koroške, pravzaprav ustavljali natančno na tem Studeškem kolodvoru, kjer sem jaz igral, kjer smo igrali nogomet, kjer smo se igrali. No, enkrat se mi je priprisnilo, kako je pravzaprav neka zgodovina, ki se mi je zdela res nekaj, s čimer jaz osebno nimam nobene zveze s temi dogodki, ki so me potem, v katere sem trčil v nekem trenutku svojega življenja, za katere prej nisem vedel, so pravzaprav se dogajali tukaj, vse povsod okrog nas. Ne? In takrat se mi je zdelo, da bom tega svojega junaka pripeljal na tisto rampo Studenško, kjer so jih istovarjali. To je nek klimaks romana v nekem trenutku, ker se vrne v neko nemogočo, brezizhodno zgodovinsko situacijo. Pa bova zapustila ta roman, čeprav je res izhodišče spet lahko za cel večer. In ker smo zdaj že tam, pri Studenški brvi, se seveda lahko odpravimo na Lent. Ena reč pred Lentom, ki je mene zelo, zelo zaposlovala, vseeno, ker smo slišali v branju, je ta embrionalni spomin. To se mi zdi, tako kot pravite dostkrat, da pisatelji ste res neki seizmografi, zdaj znanstveniki ugotavljajo, da nekaj je na tem. In zanimivo, da se je meni sami včasih dozdevalo, da so te reči, ti spomini iz te vojne, ki so jo naši starši doživljali, nekaj tako groznega, da smo zakopali to tako globoko in smo potem lažje, in se mi zdi, da tudi pisatelj reflektirali te strahote, o katerih smo zvedeli kasneje, ki so tudi vas, kot pravite, zelo, zelo sesule, ampak kot da mogoče šele zdaj nekako zrelejši se lahko soočamo in zdi se mi, da sem v nekem vašem intervjuju prebrala, da imate občutek, da ste zdaj nekako zaključili s tem delom in da vas ta gestapovsko nasilje in to zlo, ki je vstopilo v vas že kot otroka, še čaka. Ja, mogoče sem zdaj na nek način to sposobno reflektirati, ko si star 20 let odbijaš, ker si do takrat si poslušal te zgodbe, ene so nam v šoli pripovedovali, ene smo doma poslušali. Zmeraj so bile to zgodbe nekega, po eni strani plakatov, brez človeške vsebine, ideoloških plakatov, po drugi pa nekega nasilja neprestano. Ne? In to me je odbijalo, zato se mi je zdelo, da je literatura nekaj drugega, da je treba o nečem drugem govoriti, pisati in tako naprej. Ne? Ampak zgleda, da z leti potem pa tiste stvari, ki so ostale nekje nezavedno v neki človekovi izkušnji, začnejo vdirati na dan in iščejo nek svoj izraz. In recimo v tej knjigi je deloma to poskus tega, kot bi Nemci rekli, Selbzerfleischung, samo mesarjenje. Beseda. No, in ko smo rekli, če pa pridemo zdaj na Lent, nas čakata dve zanimivi postaji, pa vseeno najprej k tisto v Galjotu. Prej smo že govorili, da je med peterico udarilo in da nekako po vas tako zelo, da ste prišli v zapor, mariborske zapore, kjer se je spet nekako potrdila ta vaša slutnja o tem silnem kolesu zgodovine, ki ste jo že kot učenec pomislili, da to kolo se vendar pride čez nekaj časa spet na isto mesto. In tako zanimiv paradoks, da ste 30 let po tistem, ko so gestapovci zaprli vašega očeta v te zapore v Mariboru, zaprl ga Gestapo, pristali tam vi, ki vas je zaprla Udba. In v tem zaporu začeli pisati Galjota. Galjota, ki zdaj krasi napis na Lentu in odseva v vodi, in seveda nosi ta roman
veliko tega občutja. Vsi danes je že kar nekako v šole pisanja spada ta prvi stavek, težki skladi zraka. Zanimivo pa tudi zadnji stavek, ki pravite, torej, ko pravi Johan od jutri se bom zbudil in teh prekletih sanj ne bo nikjer več, da to pa celotno roman spet v neki drugi optiki kaže. Ja, ko je Avzdej Tlefolov, ki je roman prevajal, prebral ta zadnji stavek, ki je rekel, zdaj sem moral iti cel roman pravzaprav od začetka prevajati oziroma pregledovati, ker se mi zdelo, da je vrnil neko luč na celo stvar. Roman zgleda recimo precej temačno, začne se tako, nekdo je napisal na enem slučajno snoju na nekem blogu, da je to najbolj mračen začetek nekega romana v zgodovini, pa ni tako mračen. Človek pač stoji pred eno kapelo, kjer povzi neka voda in nekaj takega. In po vseh peripetijah, hočem reči, da sem optimistični pisatelj, kljub temu, kar smo zdaj poslušali, kljub galjoto in kljub marsikateremu mračnemu odlomku in tako naprej, se mi zdi, da se spuščamo, da se pisatelj, da se jaz spuščam včasih v neke nevarne temačne vode, ki me tudi prizadenejo, ker mi ni lahko pisati, zato, da bi iz tega izplaval, tako kot vsak človek, ki je kdaj zbolel, ve, da takrat, ko je ali po operaciji, ali potem, ko je začel okrevati, potem, ko je dobil infuzijo, ali kaj, odtot je sem počel navzgor, ne gre več nazaj, odtot nekega dne bom hodil, bom se sprehajal in se res sprehajaš in tako naprej. In v tem je nek vitalizem, to smo, kljub temu, da se spustimo, da se nam vse mogoče v življenju zgodi, smo na koncu vitalisti in optimisti in se skušamo iz tega izkopati. In na koncu romana Galjot, potem, ko moj junak zboli za kolero, ki takrat razsaja v naših deželah, vrne se nazaj, pride v neko krčmo in ker se hoče zavarovati pred tem, vzame ta ljudska zdravila, česen, ne vem, jaz naštevam tam 10-15 drugih, ki sem jih vzel seveda iz nekih zeliščarskih leksikonov, ljudskih zdravil, s katerimi so imeli mimogrede vsi prevajalci velike težave, ker so mi pisali potem latinske izraze, spraševali kaj je kaj. Skratka, je česen, čebulo, napije se žganja in vina in vsega, da bi se ubrano bolezni, obleži na tleh, na neki slami in kapucini, ki so takrat, kljunači so jim rekli s takšnimi nosovi, vlačili te kužne bolnike iz teh lokalov, nakup in tako naprej, zatakne nekdo eno od teh kljunačev, ki ga on vidi kot glasnika smrti ali nečesa, za hlačnico in ga vleče ven in on pomisli takrat, jutri bom trezen in teh prekletih sanj ne bo nikjer več. To se pravi, da se bo tudi vse skupaj sanjalo. Je pa optimistični konec, kako čekoli se čudno sliši. No in potem zanimiva domislica, da je napis Brioni na tem malem mostu, sicer je najprej mislil otok krasiti, ampak tam je bil morda res majčkeno neviden. No, ampak Brioni, to se mi zdi tudi zato fino, ker je to naslov ene vaše zbirke esejev, tukaj jih je tudi veliko. Vsi vemo, da ste zelo ostro opazovali z družbenih dogajanj, da nekako demistificirate marsikatero iluzijo, da ste pogumno pokazali tudi na nekatera čudna polta slovenske novejše zgodovine. Je pa zanimivo tudi to, da je bila te vrste literatura recimo v nedemokratičnem času nekako veliko bolj v spredju. Sploh ste bili takrat pisatelji nekako bolj v spredju. Nekako so vam ljudje najbolj zaupali, so pokazale določene ankete in zdi se, kot da danes, ko je demokracija, kar zapišete v enem izmed esejev, je vladanje ljudstva in ljudstvo seveda ima množičen okus, medtem ko visoka literatura manj občudovalcev, pa kljub temu nekako ne bi mogli reči, da pogrešate tiste čase, ali pa mogoče zaradi teh nekih bolj napetih, dinamičnih časov. Ne, definitivno jih ne pogrešam. Čeprav ne moram reči, da pač moja mladost in ni
bilo vse strašno, ni bilo vse slabo in tako naprej, tako da ne bom rekel, da je bilo vse za nič in da je bilo vse grozno. Živeli smo v diktaturi, za božjo voljo. To si moramo že enkrat priznati, čeprav še po 20 letih nam to ni jasno in čeprav vemo, kakšna gospodarska kriza pretresa Evropo in vsi z neko tesnobo gledamo v to, kaj se bo zgodilo, ampak to ni diktatura. Obstajajo neke nevidne, novi načini polaščanja, strahov in tako naprej, predvsem za eksistenco, materialne in tako naprej. No, ampak ne bom analiziral zdaj tega. Vseeno pa to ni diktatura in v Brionih sem skušal priti nekako do jedra tega vprašanja. To je nek potopis, ki se začne v Vodnjanu, kjer hranijo relikvije, nenavadne relikvije nekih svetnikov in tako naprej. In pridemo potem do Brionov, rajskih otokov, kjer so neke druge relikvije in nek drug čas. In jaz v bistvu tu prihajam, skušam skozi nek potopisni, rahlo ironičen spis govoriti o Titu in njegovi dobi. Po času, ko je on tam sprejemal državnike, filmske igralce in tako naprej, smo mi v študentski kinodvorani s črnimi tlemi, ker so jih mazali, ne vem, s katerim vragom, da je bilo vse črno, gledali te čudovite slike in tako naprej, tako je živela njegova dežela delavcev, kmetov in poštene inteligence, skratka. In skušam tam se dokopati do tega. In ko je šlo to obdobje k koncu, je pa res bil ta razborljiv čas, o katerem govorite, ko so pisatelji, smo pisatelji, poleg tega, da smo se ukvarjali svojo literaturo, počeli še kakšne druge reči, zahtevali več svobode, več. In to je bil razborljiv čas, se spomnim. Včasih je bil tudi malo komičen čas. Spomnim se, da je Rudi Šeligo je bil predsednik Društva pisateljev, tudi Tone Patlič, moram reči, ker smo v Mariboru, je bil zelo dober predsednik Društva pisateljev, ki je izposloval, odprl cel kup stvari, takrat še pred Šeligom. Šeligo je bil pa potem radikalen, to je šlo pa do konca. In je takrat nekoč, takrat, ko so štrajkali delavci v Litostroju, so pisali na Društvo pisateljev, če bi predsednik društva prevzel stavkovni odbor, da bi vodil stavkovni odbor, Rudi Šeligo rekel, jaz tega ne znam, ne pride vprašnjem. In ne samo to, iz nekega kraja v Sloveniji, jaz bil takrat na društvu, mi je Rudi to pokazal, je prišlo pismo s podpisi 30 ljudi ali 40 s predlogom, da naj pisatelji prevzamejo vodenje bank v Sloveniji, ker sam njim še ljudje zaupajo. Ampak v slabšem stanju, kot so danes, najbrž ne bi. Najbrž ne bi bile, ampak jaz sem takrat rekel, da v taki banki jaz ne bi imel svojih skromnih honorarjev. Skratka, takšen čas je bil, to je bila pomota, ker pisatelji ne morejo prevzeti, potem so prišli politični ljudje. Ampak po vsej vzhodni Evropi, razno na Češkem, ker je pisatelj Havel prevzel tudi oblast na koncu in je bil predsednik, ki je kmalu doživljal tudi napade, zasmehovanja in tako naprej, ampak je do konca nekako vzdržal v neki distanci, neki modrosti celotno svojo dobo, celo pisati je začel na koncu ponovno. Zanimiv položaj ste imeli pisatelji vzhodne Evrope, tudi v tujini, tudi v zahodnem delu. Nekje zapišete članek, da ste se dostkrat počutili kot tujec, kako je že? Iz septentriona. Ker so vas ves čas pravzaprav gledali kot neka eksotična bitja, kot zelo, zelo drugačne in pravzaprav skoraj niso želeli govoriti z vami drugega kot o političnih vprašanjih. Kaj jih je zanimala vaša literatura? A se to zdaj kaj že spreminja? To je napisal že Česlav Miloš, ki je prišel prvič v emigracijo in je rekel, kadar jim skuša razložiti, odkot prihaja in kaj je, ga gledajo kot tujca, ki bi prišel iz septentriona. Septentrion je angleški izraz za tiste najbolj hladne, mračne pokrajine, kjer komaj kdaj posije sonce. In je rekel, in zato se je on odločil in takrat napisal knjigo o Evropi, Druga Evropa.
zelo zanimivo knjigo, ker piše o svoji izkušnji litovsko, polski in tako naprej, nekaj celo za nas nekoliko eksotičnega, ampak isto, kot če jaz pripovedujemo Slovencih o naših strahotnih travmah in sporih in provincializmih in tudi vzponih in pogumu. Ampak je to nek svet, ki ga je včasih težko razložiti. In jaz se spomnim, ta leta 90 so bila res, če povem eno anekdoto, se mogoče s njim tu že povedal, da ne bom ponovil, ampak dobro. Išel je v nemščini prvi moj roman, Galjot. Matjaž Vipotnik je naredil opremo, to je bila čudovita oprema, vzel je tist mrtvaški, vzel je mrtvaški ples iz hrastov, tako. In jaz sem se malo pripravil, sem imel pripravljene imenitne stavke o tem romanu. In res, ko smo prišli v Frankfurt na knjižni sejem, so ves dan goreli žarometi, kamere na štantu, kjer smo predstavljali naše knjige, med njimi mojega Galjota. Ampak ves čas so nas spraševali, to je bilo leta 90, o krizi v Jugoslaviji. Tisti roman je tam ležal, nihče ga ni povohal, dan je minel, jaz sem odgovarjal na politična vprašanja in tako naprej. Pride večer, bila je ura že skoraj 6, pospravljali so štante, ljudje so odhajali, utrujeni in tako naprej. In so rekli, še en intervju imaš in pride novinarka Bavarskega radija. Ena mlajša gospa in se rekel, gospa, me prosim, vprašaj mi nekaj o tem romanu. In je rekla, ja, prosim, povejte. In jaz sem končno povedal svoje pripravljene stavke o tem romanu in tako naprej. Ona je to malo poslušala, na kar je rekla, ampak, a mi lahko poveste, ali ni Slovenija povzročila vojne v Jugoslaviji? No, zanimivo, ker zdaj le bova pa... naslednja postaja tudi govori o eni novinarki, ki je nekam prišla, ampak še prej sem samo mislila spregovoriti še o esejih Privlačnost praznine, vseeno malo zagovor branja, zagovor knjig, ugovor bralcev v tej... Če se vam pa sadil knjižnice, bo moral nekaj... Pa treba še staviti na to temo reči, ja? Zdi se mi, da poskušate res v tej knjigi govoriti o tem, da knjiga ne bo minila in da Gutenbergova galaksija ni premagana, tudi in da če človek pogleda danes iz sveta knjig, se pravi tega hrepenenja in tudi transcendencija in tega nekako v medmrežje, se mu zdi, da je pogledal v kaos. Zakaj tako zelo verjamete v knjige? Enkrat sem skušal celo o tem nekaj napisanih govoriti in ko smo predstavljali zbirko Evropski roman v Unionski dvorani, sem jaz napisal majhne eseje o tem, zakaj je treba knjige vzeti na samotni otok ali nekaj takega, da te vsako leto novinarji sprašujejo o samotnem otoku. In sem nekaj razgrabljal o tem, zakaj je branje pomembno in tako naprej. Ampak zato moram biti zdaj zelo previden, ker bolj je prišel glasbenik Milko Lazar, ki bi mogredel v glasbo tudi Andreje Brvarjeve verze in moje to sem jo videl, za manje oratorije je napisal. On je tudi tam igral na klavir neke svoje komade in tako naprej. In je rekel, a ti bi vzel te knjige na samotni otok? Jaz bi pa vzel njo, je rekel, voditeljico, tisto, ki je vodila. To bi bilo to bolj zanimivo kot stotine knjig. Pa imamo nekaj povedovanja zgodbe. Tako je, Šeherezada. No, skratka, jaz sem prepričan, moja teza je ta, ki sem jo tudi tam napisal, mislim, da je tudi tu nekje napisana, jo večkrat ponavljam, da je največji izum človeške zgodovine abeceda. Imamo silicijeve kristale, vsi delamo na računalnike, ne vemo, kako to razumem. Zame je to nekaj popolnoma nedoumljivega, kako lahko neki majhni elementi prenašajo informacije in tako naprej. Skušal sem včasih kaj prebrati o tem, ampak ne razumem. Ampak za abecedo, ki ima samo 24 črk, 25 črk, pa ne vem koliko črk kitajske abecede, če vzamemo ali katerekoli, lahko vse isto ustvarjamo. In cela civilizacija je bila ustvarjena, neskončno zgodb, vsa znanost in tako naprej, samo za temi 25 črkami.
ki jih mimo glede uporabljamo tudi še na tem istem računalniku, ki ima nek popolnoma zapleten sistem. Se pravi, po mojem je v tem večja skrivnost ustvarjanja celotne vednosti v življenju, v svetu, kot je pa v nedoumljivih silicijevih kristalih. In s temi 25 črkami, 24 črkami lahko potujemo na krilih domišljije, lahko si pripovedujemo zgodbe, zmeraj nove zgodbe nastajajo, svojo lastno izkušnjo pripovedujemo, pišemo najbolj zapletene verze ali matematične formule, pišemo številke včasih tudi z besedami. Skratka, mislim, da je abeceda pomembnejša in da to kratko malo ne moremo izstopiti iz tega risa, ne glede na to, kam bo šla egzaktna znanost, s kompletno kompjuterizacijo našega življenja. Če samo pomislimo, kakšen opus je iz teh 25 črk nastal samo v vašem, torej na vaši knjižni policiji. Ampak glavnem na pisanem stroju, ki je ropotal sosedom v cele noči. Danes pišete seveda na računalnik in ko sva že pri tem, pišete o samoti na Pohorju ali na Gorenskem, umaknete se kam v Bohinjsko jezero. Seveda za vaša dela, predvsem romane, katerim bomo kmalu pa prišli, potrebujete samoto in pravite, da vas včasih celo kakšen junak obišče med pisanjem, da vas je celo neko noč, da ste tudi vi videli to junakinjo Veronike, to noč sem jo videl. Seveda v tistem stanju med snom in budnostjo. Zato je tako potrebno, da ste v tišini in samoti. Ja, je potrebno, zaradi tega, ker vsi smo malo po naravi leni, nekateri bolj, nekateri manj. Včasih se je težko, pisanje proze je delo, je graško, treba je natipkati par 100 strani, če ne drugega. Ampak to je manjši problem. Treba je premagati snov in živeti z njo, ker v vsakdanjem življenju, ko prihajajo fenomeni od službe do privatnega življenja, do časopisov, do političnih dogodkov in tako naprej, človek nekako raztreščen. Jaz pač grem vsakokrat v neko popolno samoto, včasih grem v vas kupiti kak časopisa, kaj takega. Zdaj zadnje čase malo priznam, gledam tudi televizijo, včasih tudi tega nisem, zvečer, ko sem utrujen. Ampak v glavnem sem s svojimi stavki. Takoj, ko izstopim iz tega, več ni tiste intenzivnosti. In so ti obiskovalci pa prihajajo včasih. Najbolj zoprnih je bil Volodja iz Velikega briljantnega valčka, ki je prišel neko noč in mi je rekel, res mi je že odrezati to nogo, moram res odrezati to nogo. Tako, zdaj sva prav pri tej postaji, pri Velikem briljantnem valčku, na Veliki kavarni je, tam jaz sicer vedno pomislim na Severni sij in na tisti ples, pustni ples, tudi Veliki briljantni valček lepo spada na tist prostor in seveda s tem je povezana tudi vaša dramatika. Naj povem, da Veliki briljantni valček bo nekako zaključil ta cikl Severni sij, režiral bo Diego de Breja, zelo se že veselim, ker vem, kakšna neizmerna, lahko rečemo, kar gledališka avantura, doživetje je bilo videti. Dve drami, tako ljubljansko in nekaj dni zatem premiero v Mariboru. Sicer so pa hkrati v 12 gledališčih, če se ne motim, igrali v Jugoslaviji. Skratka, gledališče vas je za nekaj časa zelo očaralo, ampak potem počasi tudi odčaralo, čeprav ste zapisali, torej od Denta Arnoža in njegovih prve, pa potem Klementovega Paca, Dedarusa, do sedanjih, tudi čisto sodobnih, bi lahko kar videli en družben lok, ker tam v dramah ste nekako najbolj angažirani, pa do Niha ura tiha. Zakaj pa mogoče nekako manj veselja do gledališča, zaradi samih načinov prizarjanja zadnjih let? Ja, z gledališčem sem se veliko ukvarjal, tudi v družini sem imel tako rekoč gledališče in tako naprej, ampak
jaz ne spadam med tiste, zdaj smo imeli prvo vajo za Veliki briljantni valček, so bili izbrani igralci z obeh gledališč tukaj, ne. In so me vprašali, če bom prišel na kakšno vajo. Jaz rekel, da ne spadam med tiste avtorje, ki sedijo na vsaki vaji, kot recimo moj prijatelj Slobodan Schneider. On pravi, jaz sedim na vsaki vaji, pa sem rekel, igralcem se bo zmešalo, če boš ti zmeraj sedel v dvorani. Rekel, ne, jaz zmeraj sedim. Skratka, sem rekel, da ne spadam med tiste avtorje, ki so jih vsi že siti, potem in jih že vratarje poznajo in jih ne morejo več gledati. Skratka, jaz stvar napišem, potem pa mislim, da je to stvar moč gledališča, kaj bo iz tega naredila. Tu je režiser, tu so igralci, kostumografi. Tu nastane neko kolektivno ustvarjanje, ki je nekaj drugega. Ne? In v gledališču je pač neka posebna atmosfera. Mi smo v dvorani in če nas prepričajo stvari, ki se na odru dogajajo, so lahko tudi popolnoma fiktivne, popolnoma imaginarne, ampak če nas na nek način potegnejo za sabo, smo nenadoma v tem svetu in tu je neka nenavadna magija, ki je kot pisatelj ne morem preizkusiti, pisatelj romanov, ker ne vem, kako se je dotaknilo bralca, medtem ko v gledališču se pa to vidi, to se pogosto čuti. Ne? In pogosto ima tudi to neke, recimo prav Valček ima neke družbene odzive, neverjetne, rekli ste 12 gledališč, ne? So ga igralo se iz neke atmosfere, prav ob teh tresljajih, bilo je po Titovi smrti in zgledalo je, da je v Jugoslaviji neka tesnoba pričakovanje nečesa novega in ta igra je na nek način ljudi nagovarjala, posod so igrali pred polnimi dvoranami, v nekih napetosti in tako naprej. In včasih so se tudi kakšne nenavadne stvari okrog tega dogajale. Recimo tudi v Bolgariji so igrali, na Madžarskem, bila igra za vzhodno Evropo zanimiva. Iz bolgarskega nacionalnega teatra sem recimo dobil ponudbo, da bojo igrali Valček, to je bilo tam proti koncu 80-ih let, v sredini. In sem bil rekel, ja, krasno, čudovita stvar, da igrajte. Pogodba še ni prišla, ampak so mi pa napisali, da bo igrali pod pogojem, da imajo eno prošnjo, mi je direkcija teatra pisala, če bi spremenil ime glavnega junaka, to je Volodja. Jaz sem pomislil, da je to zaradi tega, ker so bili tam noter Sovjeti še Rusi, ne, da so mogoče, bi se Rusi čutili užaljeni, Volodja je rusko ime in tako naprej. Ampak kljub temu sem rekel, ne gre, ne. Ime je takšno in niso igrali. Potem, ko je režim padel, Todor Živko je bil pred sodiščem in tako naprej, so vrstili Veliki briljantni valček v dve gledališči, v Sofiji in v Burgasu so ga igrali. In takrat sem zvedel, kaj se je zgodilo. Todor Živko je imel sina, ki je bil bon vivant, rad je vozil ameriške avtomobile in tako naprej, ampak bil pa tudi kulturni minister in bil je cenzor, ki se je vtikoval v vse založniške programe, gledališke repertoarje in tako naprej, nevaren človek po svoje, ne. In njemu je bilo ime Volodja. Je najbolj nevarna oseba. Najbolj nevarna oseba in direkciji tega teatra, ki bi igrala to igro v publiki, bi seveda vsi prepoznali njega. Tisti direktor gledališča ne bi bil več direktor gledališča. Sploh se vam dogajajo tako nenavadne stvari, ko literatura prehiti življenje. Marsikaj takšnega ste doživeli. Tudi recimo za Lezujoč Godoja smo slišali, da ste pol zvedli, da je neka podobna štorija se resnično dogajala. Ampak tole... To je samo anekdote pripovedovala, če že. S briljantnim valčkom je zanimivo tudi to, da ni samo naso, da vam je zdaj neka italijanka, ki je delala diplomo z velikega briljantnega valčka, napisala, da se zdi, da je to Berlusconijeva Italija. Se pravi, večna literatura za vse prostore čas. Mogoče bo zdaj delovalo na nek nov način. Jaz sem rekel na tej razčlenbeni vaji, tega zdaj ni mogoče igrati kot zgodovinsko dramo, ker kaj bomo zdaj brcali diktaturo, ki je padla, ki je ni več, ne. Lahko tudi tako se igra, ne. Ampak igrati kot plakatersko, zdaj pa spet ni mogoče kot kritiko neke... Treba je zaigrati to kot kozmos teh ljudi, ki so se znašli v tem nekem prostoru, kjer vladajo neke strasti, ljubezni, izdaje, pogum in vse drugo, ki je nek človeški mikrokozmos. Če bojo to naredili, je to tudi zgodba za naš čas. Na vsak način. Vse to, kar ste pravkar naštevali,
seveda se dogaja tudi v romanu, katerega naslov bi postavili spet nekam, kjer ga ni, pa bi bilo fino, torej pri zaporih, Zvenenje v glavi. Zvenenje v glavi je spet roman, ki se dogaja v zaporih v mestu M. Delno vaša izkušnja, ampak naj povem, da je morda tudi ta roman nekako v vseh vaših odličnih delih tudi manj bil nekako mogoče viden, slišan, bran. Bolj se mi zdi tudi, da ob filmu, ki mu sicer ni bil čisto kos, ampak vseeno je bil dober. In prav ta roman je ta, ko je prej gospa ravnateljica omenila, da ste pred kratkim dobili francosko nagrado, in novinar in prevajalec Al napiše o romanu, kako je sestavljen, kako neka zgodba, ki jo pripoveduje Keber, torej slavni zapornik, ki je povzročil veliki upor, nekako hkrati misli na Masado, na to zgodovinsko zgodbo iz Izraela, vmes reminiscence ljubezni z Leonco. Skratka, ta prevajalec, en izmed tih, ki je bil žiriji, zapiše: pogled je veličasten. Zakaj takega je potrebna roka velikana? Vseeno pa celota deluje, vse je čudovito uravnoteženo. Velik pisatelj, vam povem. Predlagam odlomek iz romana Zvenenje v glavi, Igor Černe. Majčkeno smo preskakovali, ampak vsaj delno. Zdravo, sem rekel, ko sem jo prvič videl. Kako ti je ime? Leonca, je rekla. Poželenje me je zalilo, ko sem jo videl prvič in nikoli več me ni zapustilo. Pa če se je še tolikokrat izlilo iz mene. Kozarca je držala proti luči, krilo je imela nad koleni, natakarica, ki je spadala v knjižnico. Še isti večer sem izvedel, da ima knjigo modrosti. Pomembne misli zapisuje vanjo. Bila je resna, smejala se je resno, ljubila se je tiho. Za dolgo časa je bila zame edina stvar, ki je imela kak smisel, morda edina stvar sploh. Tisti večer sem še mislil, da gre z marsikom tako, potem, ko zaklene tisti predmestni bife. Z marsikom skozi topli večer mimo izložb. Pozneje sem izvedel, da z nikomer. Razen z menoj tisti večer in zatem mnoge večere in noči. Kakšen teden pred tem sem prišel z ladje, hodil sem tja, zanimala me je. Tudi jaz sem zanimal njo. Najbolj jo je zanimalo, ko sem rekel, ko si na morju, je na obzorju črta. Ves čas potuješ proti njej in ves čas je enako daleč. Skoraj je spustila kozarec iz rok, ko je to slišala. Moral sem ponoviti. Videl sem, da se ji premikajo ustnice, ko je zase ponovila, kakor da si hoče zapomniti. Rekla je, da je to tako pametno, da je to modra misel. Ko so gosti odšli, je zaklenila, pripovedoval se mi, kako signali potujejo čez tisto črto, naravnost telegrafistovo kajuto. Vse sliši, vse vidi. Vse ve, vidi pa ničesar. Če stopi ven, je samo morje in črta na obzorju. In Masada, grad v oblakih, in svilena ruta, in nedeljski popoldnevi, in marsikaj drugega, njena škripajoča postelja. Prišla je od nekod z dežele, rekla je, da bo še študirala, ampak ne zdaj ne more. Živela je sama v svoji podnajemniški garsonjeri, kjer je vsak večer pisala v zvezke živih barv. Tisti večer ni pisala. Sladnim jezikom je šla po vratu. Takoj sem jo skušal sleči. Umiti se moram, je rekla. Ves dan sem na nogah. Ni se umila. S toplimi prsti mi je šarila po prsih, ona je slačila mene, zdrsnili so prsti, ki so še prej držali umite kozarce proti luči. Zdrsnili so tudi čez trebuh, odpenjala mi je hlače. Sploh nisem vedela, kaj mi je bilo tisti večer, je rekla pozneje. Razpustila si je lase, prej povezane v tak natakarski čop. Legla je čez me, jezik mi je potisnila v usta in nekoliko se je vrtelo. Začutila me po vsej duši, je rekla pozneje, po vsem telesu
in vsej duši. Rekla je, da me je videla tako osamljenega sredi morja, potujočega proti horizontu, ki je zmeraj enako daleč. V njenih očeh je bilo neko ganotje, kakor da nekomu pomaga, kakor da dela nekaj dobrega, pa se vendar to obrača proti njej, prevzema telo in dušo, da potem ne ve, kaj je bilo. Je rekla pozneje, da sem jo ganil. Ja, ganil, ker sem tako sam, ker imam samo ladjo in tujske vojske in take reči. Kako ve za vojske, sem rekel. Sem samo v ladji. Povedali so ji. Vprašala je, kdo je ta, ki hodi zadnji teden v njen lokal. Ta je sam, so ji rekli. Kdo je rekel? Johan, tisti z zlatimi zobmi, ki igra za denar. Zmeraj ima denar, šale, stresa iz rokava. Ta je povedal za legijo, vojsko, baretke. Sam, kakor je sama ona. Ko se vsak večer vrne utrujena v svoje samotno stanovanje in misli, da bi morala študirati, ne pa delati v predmestnem bifeju, in potem vzame v roke svojo knjigo modrosti. Ljubi Bogec, ki bo sprejel naša utrpla telesa in naše utrple duše na onem svetu, ve. Prav zaradi nje in njenega ganotja, njene knjige, njenih razpel, prav zaradi tistega večera, ko je imela hladne ustnice in sva legla in je legla name. Prav zaradi tega vsega sem bil zdaj tukaj, zaradi njenega nenadnega, strašnega, ljubosumnega, podlega izdajstva, maščevanja, izdajstva. Zaradi nje sem sedel in bral njeno pismo z otisom sirupastega podplata. Gledal sem tiste črke in slišal udarce smeha v glavi in prsih in iz trebuha in od povsod. In v meni sta naraščala smeh in gnev na svet, kakršen je, na življenje, na vagone, kajute, sobe, osamljenih natakaric, na to celico, kateri je nekdo z umazanimi podplati hodil po mojih pismih, po mojih knjigah. Zdelo se mi je, da malo razumem, zakaj sem počil aparat v okno, zakaj vsa livada razdejana. Vsakdo ima svojo jezo, vsakdo ima tukaj svojo vojno. Ni velika kot judovska, nima visokega razloga. Judovska vojna, sem takrat pomislil, judovska vojna, Menahem, Masada, Eleazara. Neka jeza, grdi gnevni smeh, neko spoznanje, da zdaj, ko smo tako daleč, res ni mogoče odnehati. Kakor Menahem, kakor Eleazar, opogumljeni s temi okrepitvami, so vodilni možje in z njimi vse ljudstvo okupirali Gornje mesto. Gornje mesto je zgradba uprave. Zasesti jo je treba. Ta odlomek prav zato, ker se mi zdi, da velikokrat ob pogovorih o vaši literaturi ostane ta zelo pomemben del vaših romanov, pa tudi novel, ta odnos med moškim in žensko, te čudovite ljubezenske zgodbe, tudi severni roman, Severni sij je, lahko rečemo, tudi ljubezenski roman, ta ljubezen med Leonco in Kebrom, da so to, pa do vse te, to noč sem jo videl, da ne govorimo o Katarini, o kateri bomo malo pozneje, tudi sami nekako ne želite veliko govoriti o tem, ker res je, govori vaša literatura in včasih so vam celo učitelji nek mačističen pristop do junakin, ampak do Katarine seveda, pa vendar se zdi obratno, ko se človek poglobi v te odnose. Naprimer, se mi zdi ena taka ključna novela Skok z Liburnije, se zdi, da vaš literarni junak pravzaprav daje ženski v roke včasih celo svojo usodo. Tam pravi junak, reci samo besedo in tako daje možnost, da ga odreši. Podobno kot tukaj Keber, ki začuti, da je bila Leonca, da je bila ta ljubezen edina, kar je v njegovem življenju kaj pomenila. Čeprav je bil takšen mačo, tako
pomemben na teh zunanjih področjih. In zdi se, pravite, natakarica, ki je bolj spadala v knjižnico, je ženska, ki želi biti nekaj več, je ženska, ki želi študirati, je ženska, ki si zapisuje neko misel. In moškim pripisujete včasih tudi kot poželjivca, kot nekoga, ki čaka v zasedi, v tem romanu se pojavlja tudi ali kot volk, ali kot skratka nekdo, ki ne more brzdati svojih nagonov, medtem ko ženska si zapisuje lepe misli in tisti stavek, ko pravi, zdaj me bo pogledala v oči in mi rekla, in umaknil bom kot kakšen pes, ki mu rečeš kaj prijaznega, naprimer, nekoga moraš imeti rad, da zdaj malo naminacija, vodimo spomin. Tako da ni takšna kritika, da ker tudi vaši junaki konec koncev niso univerzitetni profesori, ampak so ljudje z roba nekako. Je tudi kakšen univerzitetni profesor včasih. Tudi, seveda. Ja, ampak, hvala za to apologijo, zdaj, da malo zaščitite ženske v mojih romanih, ali pa mene, ki piše tudi to. Jaz seveda, najbolj so mi kritizirali ravno tole tak, to, kar smo zdaj brali zvenene v glavi, da je to mačistično in tako naprej. Ampak zdaj, ko za Božjo voljo, če imamo upor v zaporu, ker se moški uprejo, tudi ni to prostora za to, kolikor ga je prostora, ga imamo, preko televonce, v kateri smo zdaj nekaj slišali. Ampak tudi zdaj ni mogoče razvijati nečesa drugega. Ampak jaz mislim, da se morajo zdaj ugovori nehati, ker recimo imam novelo Lucijine oči, ki je šla, ker edino ženska razume umetnost tistega nesrečnega slikarja. Je to, kar ste omenili, sta zadnja ta dva romana, to noč sem jo videl, Katarina Pavin jezuit, kjer je Katarina v naslovu in je edina pametna junakinja v tem romanu. Tako da bi se lahko to počasi nehalo z mojim mačizmom, nasiljem in Mislim, da se po Katarini je in preskočili bomo, sicer bi bila zelo zanimiva, ta ameriška avantura s posmehljivim poželenjem. No, tudi tam imamo nekaj tega. Tudi, ampak bomo res se več časa posvetili Katarini, Pavu in jezuitu. Prebrala bom nekaj pridevnikov, ki so išli ob izidu tega romana, ker vse podpišem. Močno, težko, resno, srhljivo, razkošno, bravurozno, bleščeče. Gre skratka za izjemno delo, izjemen roman, nekako v 3 tematskih sklopih, ljubezenska zgodba v ospredju, zgodovinska in religiozna zgodba, zgodba o ljudeh, ki tavajo, ki gledajo v nebo, pa vendar stojijo trdno na zemlji, ki hodijo za kupolami zlatih mest za neko zlato skrinjo, pa spet po blatnih kolovozih, za ljudi, ki ne na vse zadnje nekako obvisijo med nebom in zemljo v tistih minstrskih kletkah. In gre ne na zadnje tudi za ženski roman, za nikoli doumljive globine ženske duše. Katarina je gotovo najmočnejši, morda tudi najlepši lik slovenske književnosti, je grešnica, ki pa v nekem trenutku razpeta med ljubezen 2 moških, postane pravzaprav svetnica. Mislim, da na vsak način tista, močnejša, kakor tista, o katerih je sanjala, in morda kakšen komentar ali pa... Jaz mislim, da ste vse bistveno povedali. Zdi se mi pa potem vprašanje, da takšnega romana, tudi seveda v takšnem bravuroznem slogu, ki naj bi spominjal na baročni čas, kot je bil prvotno delovni naslov tega romana, ne bi mogli res ne napisati o sedanjem času. Ne, definitivno ne, ker to je potop v zgodbo in ta distanca časovna ti daje možnost, mi je dala možnost, da
da se razživi jezik, da se razživijo dogodki, da je to prostor pravljice, prostor imaginacije, religioznosti. In ljudi, ki verjamejo v čudeže, predvsem v čudeže. Mislim, roman se dogaja v času, ko ljudje še vidijo angele letati okrog vaških zvonikov, na drugi strani pa že izdelujejo tiskarske stroje, se pravi prelom med nekim podaljšanim srednjim vekom in racionalizmom. In tu not, v ta prostor je umeščen ta roman med neko duhovnostjo in med blatom življenja, ali kako naj rečem, med krvjo in sluzom in vse, kar spada metaforično rečeno in dobesedno v življenje, med romanje, ki je samo po sebi bi naj bilo in je duhovno potovanje, in ti romarji zablodijo v vojno, ker je na evropskem kontinentu vlada 7-letna vojna. Ne. In potem imamo tukaj pač te 3 principe, ki so v naslovu, ki so v nekem usodnem spoprijemu med sabo. Katarina, ki je iskalka lepote, ki hoče spremeniti svoje življenje, jezuit, ki je bogoiskatelj, ampak ne najde Boga, kljub temu, da je se izpostavil, da je bil v misijonih in pravzaprav tam neko razočaranje doživel. Zdaj ga najde zopet na romanju s preprostimi slovenskimi ljudmi in ga najde v njej, v ljubezni. Potem je pa Pavje, pa oficir, ki išče slavo na bojnih poljanah in tudi ni tako enoznačno pavovski, kot je videti na prvi pogled, je tudi človek nekih globljih situacij in čutenja in mišljenja. Ja, ljubezen je res zelo v ospredju, tako da Katarina se na nekem mestu sprašuje, ali je res, da človek, ko umre, preide iz enega sveta v drugega, ali se pretrga ljubezen, ko se to zgodi, ali telo začne razpadati, ker mu je odvzeta duša, ali je ljubezen isto, kakor duša in dihanje. Zdaj pa bi vas prosila, da slišimo avtorja za odlomek, eno poglavje, ki se meni zdi tudi izjemno lepo. Za tem odlomkom pa bomo naprosili Ano Kramer, ki nam bo na violončelo zaigrala skladbo Arasa Presenta. Pa kar 44. poglavju. Jaz nisem tako dober branec kot je, ampak bom poskušal. Njen obraz je utrdel v obrazu angela z mečem. Zvon je udaril v prostoru med jezerom in gorami. Med temno jutranjo ploskvijo, kupolo neba nad njo, svetlimi skalnatimi gorami ob njenem robu. Prebudil je jezero in vreščanje galebov, prebudil je polje in gost in krakanje vran. In odzvenel je gor v kristalno tišino, tja, ker na sneg gorskih vršacev spod oblačnega neba in skozi nebo sijal plamen ostre svetlobe. To je bil stožec, to je bil tisti stožec, ki ga je videl cerkveni malar, ko je slikal svojo podobo na steno cerkve. Angela z mečem, grešnika, nebo in zemljo. Simon je imel pred seboj ta snop svetlobe, pod nogami ves ta svet. Stajal je ob cerkvi gori na bregu Štarnberškega jezera in na steni cerkve v Fildafingu je bila zrcalna slika stvarstva, ki jo je gledal pod nogami. Ta na sliki je bila iz sna, ona iz budnosti. Sen je bil vsaj enkrat zrcalna slika budnega sveta, drugačen, a vendar isti. Slika stvarstva, pregledana skozi človeške oči, za hip videna skozi človeške oči, poustvarjena z rokami deželnega malarja, z okorno risbo njegovih rok, ki so hotele slikati to, kar so videli ležati od tod, pa tja čez jezero do kristalnih gora, do svetlobnega seva v nebo iz njega. Curek svetlobe, ki združuje zemljo in nebo, oboje je hotel in videl podeželski malar, zemljo in nebo. Zvon je utihnil, galebje vreščanje se umirilo, vrane so posedle po drevesih in poljih. In tisti curek svetlobe, tisti nebeški plas skozi luknje v kupolastem nebu, plas navzdol in tisti zemeljski izbruh navzgor, kam je segal? Ali tja, kako na stenski sliki, tja do svetega duha in do Boga očeta?
iz duha, iz ptiča, čisto na vrhu lije svetlobe, lije skozi krono, ki jo na svoji strani držita Bog Oče in Bog Sin. Zgoraj sedita vsak na svojem prestolu, kakor sedijo kralji, ogrnjena v svetlo-modra plašča, v kakršne so ogrnjeni knezi s palicama, kakršne nosijo škofje, nasproti si sedita Oče in Sin, Bog in Bog, in vzajemno držita krono sveta, skozi katero lije nebeška svetloba. Pod njunimi nogami pa je smrt. Smrt, ki je pri Nemcih moški, ne tako, kakor pri nas, kjer je smrt ženska. Njega smrt je podeželski malar namalal na konju, njega smrt s koso v trudnih rokah, s koso, ki mu drsi iz rok in med utrujenim drsenjem pobira nova življenja, na hiravem kljusetu ga je narisal smrt, koščene noge mu grigljajo v boku in noge hiravega kljuseta so zakopane v težko blatno zemljo. In Simon je ob tej preprosti sliki, ki je kopija nekih starih mojstrov, ob tej preprosti sliki je razumel, kaj pomeni tista svetloba, ki lije na gore, na tisti plas, ki prihaja iz nebes in hkrati buhti iz zemlje navzgor. Če je dovolj, ne? V tistem snopu, na tistem plazu se vzpenjajo in padajo duše, ki jih ne vidimo. Kajti ob pogledu na svetlobo nad jezerom je natančno to in nič drugega videl tudi malar, ko je postavljal odre k steni. In nenadoma je razumel, da je to tako, kakor med snom in budnostjo. V svoji lucidni nespečnosti je zdaj videl in razumel, ves čas so tu in ves čas hkrati z nami duše, naše duše in duše drugih, duše umrlih in duše še nerojenih. To je vse hkrati, vse je zdaj in tukaj. Spanje imamo samo zato, da se tega ne bi ves čas zavedali, da bi pozabili. Kdor ima budnost, kot jo ima on, ta razume, kaj pomeni svetloba izpod kupolastega neba, ki v snopu lije na zemljo, od tam, kjer je večna budnost in večno razumevanje vsega. Na zemljo pokrito s kupolo neba, na zemljo, kjer je nič drugega kot smrt. Predzadnja postaja je v parku, bomo krajše, kot smo nameravali, to je seveda zdaj izjemno popularen roman na Slovenskem, To noč sem jo videl. Zanimivo, prav tako neka težka tema iz naše zgodovine, hkrati pa spet zelo, zelo zanimiva ljubezenska zgodba, predvsem pa spet zgodba o ženski, glavni osebi, Veroniki, ki pa sama ne nastopa, ampak je sestavljen roman tako rašomonsko, 5 oseb govori o njej. A je včasih težje, tako vemo, da je bil nek resničen dogodek, ki vas je spodbudil k temu romanu, pa je težje pisati takšen roman, kot tisti, kjer ste popolnoma svobodni? Ja, to ni čisto lahko vprašanje, ja. Po svoje težje, ja, zaradi tega, ker po eni strani sem imel kar nekaj gradiva, ne, čeprav ga je 80% izmišljenega, ampak oporne točke pa so, to so resnični dogodki, so odzadaj, kot je tudi v Severnem Siju, deloma resnično, tisti dogodek na Pohorju, pa sam Severni Sij je resnični. Je težje zaradi tega, ker si malo omejen tudi s temi strahovi, pa kakšni svojci prizadeti, na to človek ne hote tudi pomisli, ne. Pa tudi ljudje, ki so te stvari počeli, ker tam imamo eno likvidacijo na koncu tudi teh, jaz sem tudi te skušal razumeti, kakorkoli je to težko razumeti. Zelo razvidno v knjigi, v romanu, da skušate, ja? Ja, kako je pravzaprav ekspertna nek problem vesti, ki tega pač ni mogoče, da je kar tako zadoši po takih dogodkih in to odmahnili so takšni časi. Vsi živimo kot posamezniki, ne. In kakor sem bil pri Katarini dosti svoboden v tem izmišljanju novih situacij, v katerih se je znašla, tako sem bil tu omejen in sem se odločil, da bo to neko kvazi pričevalska
zgodba 5 ljudi bo pripovedovala, ona ne bo nastopila, jaz nisem želel psihologizirati, zato ker to je bila resnična ženska, potapljati se v njo, jaz ne vem, kaj je bilo, jaz ne vem, če se je tudi tako zgodilo, kot sem jaz napisal, ker kar imam jaz je neko pričevanje ene grajske gospodinje, ki je bilo objavljeno v zgodovinskem časopisu in so govorice iz okolice Strmola in zdaj sem povedal, kje se dogaja. No pa se to ni nobena skrivnost, ker roman Grad se drugače imenuje pri meni. In to je bilo vse, kar sem imel. Druge stvari, cel kup stvari je izmišljenih, oziroma večina. Ljubimec ni bil takšen, kako obstajal je resnični ljubimec. In bil je res srpski oficir, ampak vse drugo je zgodba, recimo, tu je zgodba iz moje izkušnje v Vranju. Jaz sem bil pri vojakih v Južni Srbiji, v Vranju. Novo-jugoslovanska socialistična vojska ni bila dosti drugačna od stare jugoslovanske monarhistične. Vojska je vojska, Vranje je Vranje. In sem postavil tja del tega dogajanja, torej to je tudi neka moja izkušnja. No. In še druge, tudi v Mariboru se dogaja in Košček romana in tako naprej. In govorijo o njej, ona ne nastopa in imamo pričevanja, ki počasi razpirajo zgodbo. Se pravi, gremo v dogodke na ta način, da tisti, ki pripoveduje naslednji, v bistvu zgodbo nadaljuje. Do konca. Zdaj smo sicer imeli v mislih še kratek odlomek, ampak ker smo rekli, da smo malo časovno omejeni, ali pa Igor, mogoče samo prvi odstavek, toliko, da slišimo tisti Maribor v romanu, pa naj povem, da se tudi v romanu To noč sem jo videl, spet nekako sklene krog Severne misije, ker ta oficir, ta ljubimec Veronikin sliši za ta umor, nesmiseln umor para, ki se zgodi na Pohorju. To je bilo napisano za takšne bralce kot je Zora, ker to je malo ljudi opazilo, ampak jaz sem to napisal in tenko majhno povezavo s Severnim sijem. Prav se to zelo razveseli, ko najde čist kratek odlomek mogoče. Ste še toliko pri močehu? To noč sem jo videl, kakor da bi bila živa. Prihajala je po prehodu sredi barake med pogradi, kjer so mirno dihali v snu moji tovariši. Ustavila se v moji posteli. Nekaj časa me je zamišljeno gledala nekako odsotno, kakor zmeraj, kadar ni mogla spati in je blodila po najinem mariborskem stanovanju. Postala ob oknu, sedla na posteljo in spet stopila k oknu. Kaj je, Stevo, je rekla. Tudi ti ne moreš spati. Hvala. Imam naročilo, samo toliko prej ste omenili ta oratorij. Ta oratorij, ki je bil napisan torej z Brvarjevo poezijo, pa odlomki iz romana To noč sem jo videl in ena izmed obiskovalk, ki je tukaj rekla, naj vam povem, da je bilo lepo do bolečine. So mi povedali, da je bila izjemna dogodek. In še druga misel, da ta Veronika oziroma Ksenija ali kdo je bila ta nesrečna ženska, nima groba, ampak da ima zdaj izjemne spomenike, pravzaprav tako v romanu kot v glasbi. To so rekli njeni sorodniki in to me je pomirilo in potolažilo in tudi razveselilo, kako to človeka razveseli. Zadnja postaja je tista, ki je ni, pa je sicer nameravala biti, če bi jih bilo 12, kot je bilo prvotno mišljeno, je pa za vaše delo zelo, zelo pomembna, za vaše novele, za katere kratke zgodbe, za nekateri celo trdijo, da so jim nekako sploh najboljše. Pogled Angela. Jaz skozi vidim, da bi se ta svetlobni napis nekje z Pohorja videl ta Pogled Angela. Na Melskem hribu je bil zamišljen. Bil pa je zamišljen na Melskem hribu, tako je. Po Tomu Virku, nismo danes omenjali, kako govori o tej usodi v vaših romanih in o tej transcendenciji, pa po Tomu Virku pravi, da je pravzaprav Pogled Angela nekako povzetek vašega pisanja, da so razglasili zato, ker gre za distancirano tretjeosebno pisateljsko tehniko, ki kulminira v tem Pogledu Angela, se pravi nekje vmes.
In to je pogled, ki nepristransko analizira usodo ljudi, ki poskuša videti to in ono stran, pa vendar je kljub temu omejen, ker ni božji pogled in omejen je tudi naš pogled. Nikoli ne moremo videti celote, zato ne doumemo te usode, te kozmične usode, ki je videti v vaših delih zelo, zelo pomembna. Ampak kljub temu se zdi, da angel vidi več. In kot zapišete v sjajni noveli Smrt pri Mariji Snežni, znano je, da ta gospa, usoda namreč, v življenje izpisuje literaturo, ki nas zmeraj znova postavlja pred nerešljive uganke. Ona vidi tja, kamor naš pogled ne seže. Mi vidimo komaj čez reko, pa še to ne zmeraj, kakor pripoveduje ta zgodba. Dobar zaključek, ja. Zaključek, ker se mislila še eno vprašanje. Ja. Vseeno, tisto vprašanje, večkrat omenjate, kako ste se prav tu v Mariboru, tam nekje pri 12-14 letih zazrli v nebo in se vprašali, kaj nekaj je za tistimi zvezdami. Gotovo se še kdaj zazrete, pa se vam zdi, da je odgovor kaj bliže. Zdaj pa je bliže, ja, kot takrat, ja. Kaj se ve, ja. Ja. Koliko časa. Tako misli, da sem pač na to premišljanje, na to transcendenčnost, ki je v vaših delih pogosto nekako prisotna, zaradi česar vas na vse zadnje tudi uvrščajo med klasike sodobne književnosti. In se mi zdi, da so tudi vaša dela prav zaradi tega nekako večna. Rada bi vam na koncu, čisto pred zadnjim citatom, rekla, zdaj je priložnost, nekje ste zapisali, da boste zelo veseli, če bodo kdaj o vas rekli, kot so rekli o Camillu vašem, bi lahko rekli kar vzorniku, da je pisal o stvareh, o katerih si mi sami ne upamo, ne znamo ali ne zmoremo. In mislim, da lahko že danes vam to povemo. Hvala, da pišete. Pa bi rada, da zaključi avtor, da je zadnja beseda njegova in beseda literature z enim najlepših zaključkov, ene mojih najljubših novel, prikazen iz Rovenske, zaključek o tem angelskem pogledu. Ja, jaz malo pogledam. Gotovo je samo to, da so nekje še neke oči, ki so še bolj angelske, ki še več vedo, katerih sijaj je še silnejši, kot je zeleni blesk rečne površine. In te nas spremljajo svojim pogledom, ki edini ve, kje je konec kakšne zgodbe in kaj se bo še pred tem zanesljivim koncem pripetilo.